brst, s katerega želite peljati novo vejo naprej, ta tretji oziroma četrti odtenka krajšati. Zdaj vam bom to čisto enostavno razložil. Mi si želimo naprimer tole vejo, da bi jo skrajšali na tale brstke tlele. Zakaj? Zato, ker gre v smeri veje. In zdaj ne skrajšamo direkt do sem. Zakaj? Zato, ker če precej pokrajšamo vejo, če jo skrajšamo več kot polovico, bo ta poganjek tako bujno odgnal, da naslednje let pa po takem kotem naslednje let z njim ne morete narediti nič. Ampak gledate tako, da je ta poganjek, da je ta brst ta tretji, se pravi eden, a vidite, dva, ta je ta tretji. In brst prekrajšate takole. Ta bo ful odgnal, ta bo manj odgnal, ta bo pa tako, ta bo pa odgnal samo 20 do 30 cm in naslednje let boste odrezali tle. A razumete? Ker jaz samo probleme, da ko sem krajšal, so mi preveč bujno drevesa odganjala in po naslednje let z umo poganjkem nisem mogel nič narediti. A ne, ker a ne, tukaj iz teh enoletnih brstov boste pa brstiče nove dobili. In na ta način, ko krajšate, tudi dejansko drevesa se ne razširijo preveč hitro. In tudi plodov ni preveč in tudi ne rabite to krečati. Tako da krajšanje, ker imate, veste, imate različne pristope rezi. Imajo, da tudi krajšajo enoletne poganjke. Meni na faksu so učili nikakor ne krajšati enoletnih pogankov. Jaz sem prišel pa do tega, lahko jih krajšaš sam pod določenimi pogoji. Ker pod določenimi pogoji jih je fajn krajšati. Zato, da se vam drevesa lepše obrastejo, ker če so predolgi, a ne, tle ni treba nič krajšati. A vidite, in tlele se že v osnovi, ampak gledajte to vejo, ta veja je bila tukaj gor odrezana, a vidite, je bila krajšana. In zakaj? Zato, ker je bila krajšana, se je tukaj obrasla. Če pa ne bi bila krajšana, a ne, tale naprimer pa se pa ne obraste, a ne, tako da je zelo pomembno, no, da prilagodite spet res posameznemu drevesu. Ker te stvari razumete, pa vi znate vsak drevo porezati, kamorkoli pridete, ker problem pa je danes, ko grejo na kakšne delavnice, pa na enih drevesih pokažejo, na M9, ljudje ne razumejo, pa ne znajo dejansko pristopati k svojemu drevesu. Tako da drevo je res je treba prilagoditi drevesu. Ok, se pravi, to krajšanje vam bom še neparkrat pokazal. Lahko samo nekaj vprašam, tam ko zberemo ta brst smeri veje, pa potem ni važen, v katero smer on ta tret gleda. Ta tret mora gledati v smeri veje. Glih, to je ključno. Razumete? Ja, ta spodnja. Ne, ta prvi pa ta drugi pa vse enko grejo, a ne? Tako, ta drugi je vse. To me zanima. Vi, ko pokrajšate, lejte, če je debelejša veja, morate gledati, da je četrt brst, drugače pa tret. Lejte, naprimer, če bi na tega krajšala, ne, a vidite, na tegale, ta je v smeri veje. In če krajšate na tak način, a vidite, ali pa če je majhen iz smeri veje, je tudi v redu. No. Sam da ni na gor ali pa čist drgam. Ne, saj vem za tega, ampak za une, ko so 3 ali pa 2. Za tele niso nič važni. Ne, niso važni, zato ker je ta važen, ker naslednje let boste itak tako odrezali. A ne, drug let boste tako odrezali in s tem boste dejansko vejo približali nazaj samemu deblu. A ne, to je prva stvar. Druga stvar, boste dejansko razbremenili vejo. In pa še veja se vam bo lepo obrasla. Ta drevo je zelo, zelo lepo obraščena, se pravi, poganjki so v redu, obraščeni, je drevo v ravnovesju, zato tudi nimate veliko nekih dejansko Kaj pa recimo, lahko še to vprašam, tukaj, ko ste tole pustil, če bi jo hotela to prikrajšati, je to isti princip? Ali jo kar pustite? Lejte, če je tako kratka veja, ne rabite krajšati, ker to je brez veze. Ker če je veja kratka, je to super, to si želimo, to je pomeni, da je drevo v ravnovesju. Ta tudi 60 daljša pa je. Sam, če boste imeli 60, to lepo boste imeli tako lepo tle obraščen, to je zmeraj. To je takrat ponovadi, ko so drevesa, ki so res v neuravnovesju. Ok, zdaj, če imate kakšne veje, ki so že zelo, zelo zastarele, potle edin, kar lahko da odprete, je, da si kaj taga naredite. A ne? Imate kakšne te lajščice, pa jih zarežete lepo. A vidite, ker ta veja je bilo 2 let nazaj, pri Mateji je bila čist sem. In zdaj smo jo v 2 letah, a vidite, praktično ne rab več tega. A ne? Tako da v takem primeru lahko vejo pod širši kot spravite samo na ta način, da jo dejansko takole uprete. To je zelo pomembno, ker tako da, ok, drugače smo rekli, hrbt ne izrezujemo, se pravi, da odpiramo krošnjo,
Tle spet smo rekli, da gremo v čim bolj v smeri veje. A vidite, tle imate res, tle je zelo malo zadelati. Hrbtanga stran, ta gre tudi sem. Zakaj tega stran? Ker vam senč tole tle, a ne? Tako da tele vse stran. Odpremo navzven. Tudi če drevesa pogledate v naravi, ona se odpirajo navzven. A ne, ona niso takole, a ne? Tako da pomembno je, da odpiramo. Evo, tle imate pa zelo lep primer, a vidite, tukaj je bil pa lansko let jabolk, pa ni več nobenega brsta. A vidite? Ni. Tukaj je, a vidite? In tukaj bo tudi letos oziroma naslednje let še jabolk. Tukaj pa ne bo več. Zato, ker dejansko ni bilo energije. A ne? Lanskoletni brsti so bolj zadebeljeni. Ne, rodni brsti so bolj zadebeljeni. Rodni. Se pravi, in debelejši brsti so bolj mlad lesje. Se pravi, enoletni brstiči so najbolj zadebeljeni. Tam je bil lansko let že plod. A ne? Lejte, ta brst. Da grem pa čist blizu. Pejte kar zraven. Evo, sej. Lejte, ta brst. Tukaj je bil lansko let plod. A vidite? Tukaj je bil plod, če si predstavljate pecel od jabolka. Tukaj je bil lansko let plod. In ta brst, lejte, je manjši kot ta. In je slabše kvalitete. In na temu brstu se bo letos razvil slabši kvaliteten jabolk, kot pa tukaj gor. Zato je zelo pomemben, da imate dosti enoletnega lesa, ki se vam naslednje leto obraste, a ne, z brstiči, in boste imeli skozi lepe plodove. Vam bom pa pokazal dol, bomo pa šli na starejše jablane, tam, ker pa nastane že zverižen les, ki je bil na istem mestu že 10 let plod, tam so pa dejansko takale jabolčka. Ne več takale, ampak takale. Ali je to za naslednje leto? Lejte, ta naprimer